Prireditev Ples noč čarovnic v dvorcu Rakičan bo letošnje leto potekala kar 2 dni. Dogodek bo prežet s prekmursko kulinariko, kulturno-etnološkimi vsebinami, srednjeveškim in čarovniškim programom ter odlično animacijo za otroke in odrasle. Ples noč čarovnic je prireditev, ki se že dodobra uveljavlja v našem lokalnem okolju. Je prireditev, ki privablja ogromno turistov, ki je seveda tudi privablja ogromno lokalnih obiskovalcev in pa seveda prireditev, v kateri vsakdo najde nekaj zase. Tudi letošnjo leto smo poskušali program sestaviti na način, da bi dejansko vsakdo našel nekaj zase. Zato imamo tudi zelo širok spekter glasbenih izvajalcev in trenutno stanje, ko smo praktično v predprodaji razprodani, samo dokazuje to, da smo uspešno sestavili program, da smo uspešno sestavili tudi glasbeni spekter in jaz verjamem, da bo letošnje leto prireditev spet spektakularna in spet odlično obiskana. Naš program je dvodnevni, začnemo v soboto, 29.10. ob 19. uri z skupino Tri frtale na 10, to je naša lokalna predskupina rokovske legende, žive legende, ki jih verjetno vsi poznate, ki so se pač sedaj ponovno združili v tem bendu. Zraven nas čaka ena dobra rock uvertura. Potem nas čaka Vlado Kreslin pa Mali bogovi in pa seveda zvezde večera skupina Siddharta. Vse skupaj bo potekalo na dvorišču, izključno na dvorišču ta sobotni dan, zato je tudi kapaciteta omejena. Seveda nam ostane še ponedeljski dan, ki je tisti tradicionalen, takrat se prireditev začne ob 12. uri. Z predvsem zelo bogatim programom za otroke, srednjeveška vas, potem manufaktura mojstra Janeza z lepopisjem, potem bogat srednjeveški program, ki ga bo izvajala skupina Gašperja Lambergarja iz Gorenjske in pa društva Baron iz Dravskega polja. Imeli bomo srednjeveške predstave, kot je Kralj Matjaž, kot je tudi Sojenje čarovnici, viteške boje, srednjeveške plese, lokostrelski program, plesni program, tudi plesne šole Zeko, poslikava obrazov za otroke, otroške čarovniške delavnice, skratka bo zelo bogat program od 12. ure naprej. Tako da naprošam oziroma svetujem vsem, ki želijo nedeljski program preživeti v zanimivem okolju, da nas obiščejo že od 12. ure naprej. Programa bo veliko, programa bo dovolj in imamo tudi zipline pripravljen čarovniški, se pravi skok iz dvorca Rakičan proti parku. Lansko leto je bilo to prvič in je bil zelo velik interes. Zdaj imamo tudi cel kup nastopajočih, tudi v nedeljo, od Hlene Kongarike, ki so nas obiskali že lansko leto iz Budimpešte, iz Madžarske, potem skupine narodno-zabavne oziroma narodne glasbe Gadi, potem je Be Cool z gosti Ulo Ložar, potem Kvašeni Rejtaši, potem so Mejaši, Alja, Mišo Kontrec, Weekend Band, tako da imamo v nedeljo 2 odra predvideno, se pravi sta 2 prizorišča, sta 2 sceni, se pravi v nedeljo je oder na dvorišču, tako kot soboto in pa tudi zunaj v šotoru, v pokritem šotoru, ki bo tudi ogrevan. In tam bomo imeli tudi, tako tudi na dvorišču, tudi ves čas bodo izvajale storitve skupina Sava Hotels oziroma skupina Terme 3000, ki bo skrbela za to, da bodo razvali naše brbončice oziroma da ne bomo lačni. Jaz vem, da bo nas spet predstavili zelo kvalitetno ponudbo, kar se tiče hrane. Obe dve prireditvi se bosta končali trajale dolgo v noč, tudi na dvorišču imamo po novem tudi dovoljenje malo kasneje, se pravi, da zaključimo ob 4, ker se pač tudi zvočne ovire
oziroma tudi sam zvok iz dvorišča ne širi v okolico in je lahko tudi zabava malce dlje. Tako da verjamem, da bo ena naporna noč za marsikoga, predvsem za nas organizatorje, da bomo skrbeli za to, da ne bodo naši obiskovalci lačni, žejni, da bo varna prireditev, da bo za varnost poskrbljeno in seveda, da bo zabava res dobra, prijetna. Moram povedati, da naša prireditev, ne glede na to, da imamo res vsako leto ogromno ljudi, vedno tam med 7 in 10 tisoč, nikoli nismo imeli resnih težav varnostnih in ravno, če smo že pri rediteljih in pri tovrstnih organizacijskih zadevah, bi rad izpostavil, da vse obiskovalce naprošam, da se držijo navodil naših rediteljev. Za gostinsko ponudbo pa bodo tudi letos poskrbeli v Termah 3000. Za nas je prireditev sicer zanimiva, ker imamo na destinaciji v teh krompirjevih počitnicah vedno ogromno gostov in je tudi izjemno zanimanje za prireditev samo. Naše kapacitete so tudi več ali manj že vse razprodane, hoteli so polni in upamo, da se bo čim več gostov preusmerilo tudi v Rakičan. Obenem smo tudi prepričani, da bo naša gostinska ponudba še dodatno popestrila samo prireditev. Gostinska ponudba bo zajemala predvsem prekmurske jedi, kot so bograč, langaši so zelo priljubljeni na tej prireditvi, posolanke. Poleg te klasične prekmurske ponudbe pa bomo seveda imeli še žar ponudbo. Ta bo v notranjem delu, ki pa tudi smatramo, da mora biti prisotna na taki prireditvi. Letošnja novost pa se bo odvijala v ponedeljek in sicer kulturno-kulinarično doživetje v okviru festivala Čarobni okusi Pomurja, ki bo ponujal druženje ob odlični kulinariki in glasbi v edinstvenem grajskem ambientu dvorca Rakičan. Moto festivala je tradicionalno v kombinaciji sodobni. K katerim smo povabili gostince iz pomurske regije, se pravi prleške in prekmurske strani Mure. Kar nekaj je odziva, trenutno z enim še dogovarjamo, ampak za zdaj imamo 8 izvajalcev, ki bodo prisotni na Čarobnih okusih Pomurja: Sports S, Hotel Diana, Terme 3000 seveda, Gostilna Zorko, Gostilna Gorica, Gostilna Lovski dom, potem pa imamo Studio Rima Richard Magyar in pa tudi naše lokalno pivo, pivovarna Stara Hruška. Se pravi pomursko lokalno pivo. Jaz sem vesel, da je ta prireditev, ki bo letos prvič, tudi privabila toliko ponudnikov. Seveda tudi mi, kot Ris dvorec Rakičan, bomo sodelovali za svojo ponudbo. Tako da praktično 10 različnih ponudnikov iz Pomurja bo na sami prireditvi prisotno in to je za nekako prvi korak v tej sferi, oziroma za to prireditev res zelo dober. Bistvo Čarobnih okusov Pomurja je, da bodo izvajalci ponudili tradicionalne pomurske jedi, bomo rekli prekmurske in prleške jedi, tako na tradicionalen način, kot v eni novi kombinaciji z nekimi sodobnimi trendi. To je danes tudi trend vse povsod in zakaj ne bi tega ponudili našim obiskovalcem, lokalnim obiskovalcem, kako tudi turistom, ki prihajajo k nam, kajti ogromno, kot smo rekli, je turistov v naši regiji v tem terminu in verjamem, da so željni ponudbe, da so željni nekih izkušenj v našem lokalnem okolju in jaz verjamem, da se bodo tudi na ta dan lahko nekaj našli zase v dvorcu Rakičan. To je, se pravi, naša prireditev, ki bo letošnje leto prvič in bo trajala od 11. do 18. ure. Seveda pa ta prireditev, ki ima moto tradicionalno v kombinaciji s sodobnim, ne bo samo kulinarična, ampak bo tudi imela zelo bogat kulturni program. Nastopili bodo Prašnati, seveda na čelu z Andrijem Sobočanom, in pa seveda duet Müvi,
Dorina in pa Tjaša, in pa tudi bogatim folklornim programom iz prekmurske in prleške strani. Ko ste opazili, sem večkrat poudaril, da želimo, da so to čarobni okusi Pomurja, se pravi, da pokrivamo obe strani reke Mure, in nam je tudi velika želja, da nekako združujemo, kombiniramo in ponudimo najboljše, kar je v našem okolju oziroma tem našem širšem pomurskem okolju. Na ta dan stopnine ni, tako da so vabljeni vsi, ki želijo praznični dan preživeti v lokalnem okolju. Vaše brbončice bodo torej razvajali ponudniki lokalne kulinarike.